In tisto noč, ko sem bila v postelji, sem rekla, ali se pozdravim ali pa umrem. Tako živela ne bom. Jaz sem popolnoma drug človek. To je način tvojega življenja potem. In kjerkoli se pojaviš, gre tvoja vibracija okoli in lahko spreminjaš ljudi. Če nekdo ima travmo, če nekdo težko živi, je to smerokaz, da je nekaj dobro narediti. Karkoli. Karkoli. Moje ime je Aleksander Šinigoj. Hvala, ker poslušate podcast oziroma podcast. Danes je z nami čudovita gostja, ženska, ki že več kot 30 letja raziskuje človeški potencial in ne samo z znanjem, temveč z neko globoko intuicijo navdihuje. Z nami je Marija Bregar. Marija, dobrodošla. Dober dan. Hvala. Hvala za povabilo. Marija, dajva začeti na koncu. To je, naslednje leto boš stara 80 let. Kako se pripravljaš na praznovanje? Sploh ne razmišljam, da bom 80 let stara, ker jaz se počutim v duhu tako mlada, da mi je včasih kar nerodno, ko se zavem, da sem dejansko po letih toliko, ampak hvala Bogu, čas ni relativen, tako da jaz imam prijateljice tam 10, 20, 30 let mlajše in tako se jaz počutim. Sploh ne razmišljam 80. Sploh ne vem, kako bom praznovala. Jaz vsak dan praznujem. Kako si šla na to pot, o kateri bi rada danes več govoriva, na pot neke osebne rasti? Kaj te je tebe poklicalo? Bila sem uspešna v službi, ampak ko sem se poročila, preselila iz ene manjše, zelo majhne vasi, prvi sosedje je bila Kartuzija Pleterje, idilična vas, prijetni odnosi. In ko sem se preselila v Ljubljano, sem kmalu začela čutiti problem dihanja. Zelo zgodaj. In to se je 20 let pacalo in na koncu razvila se je astma. In ko so mi zdravniki rekli, da nimajo več pomoči, jasno, Ventolini, vse živo. In ko so rekli, ni več pomoči, sem vedela, da moram nekaj narediti. In tisto noč, ko sem bila v postelji, sem rekla, ali se pozdravim ali pa umrem. Tako živela ne bom. In takrat vem, da sem postavila namero tako močno in da je ta paralelni svet, ki nas obdaja, je hotel, da še živim, da sem za moje otroke, ki sta bila oba majhna, in se je zgodilo, da je prišel vsak naslednji dan in je rekel, grem k bioenergetiku v Kranju. Jaz nisem nič verjela, nič. Biti v uvozu, v zunanji trgovini, zmeraj preračunljivost, natančnost to, pa kar naenkrat nekaj drugega. Pa sem rekla, grem lahko s tabo, kaj naj pa zgubim? In pridem k temu bioenergetiku in pravijo, kaj pa vi tukaj? Sem rekla, ne vem, ne morem živeti, nič ne verjamem, ampak pomagajte mi. Je rekel, vi z ultravijolično barvo so ste sami pozdravili. Ja, kako? Pejte na to literaturo, pa boste vzeli. Žal takrat še ni bilo Mastermind akademije, tako da jaz sem šla tako počasno, dolgo pot, ampak vseeno se je splačalo. In sem šla res na to literaturo in prva knjiga, ki sem jo potegnila, je bila Čar samozavesti. Feel the fear, but do it anyway. In tam je bilo dejansko, me je učilo, kje se negativno samohipnotiziram.
In sem začela paziti na besede. Problem v mojem temu ni več obstajal. Ko sem se iz stranske ceste vključevala v glavno preizmeraj, pa a me že kdo pustil, in po tej knjigi sem ugotovila, da je treba začeti blagoslavljati ljudi. In ko sem jaz začela blagoslavljati te ljudi, ta drug me zmeraj pustil. Mislim, take neverjetne spremembe so se dogajale, da sem rekla, to pa je res nekaj. Takrat ni bil en učitelj, pa mi je rekel, to ne smeš, to ne smeš. Jaz sem po knjigah iskala. Jaz sem iskala po spletu. 3 dni za tistem, ko sem bila pri tem v bioenergetiko, to knjigo začela čitati, je bil polnočni klub. 4 zdravniki, 3 so bili še vedno v zdravniški praksi, ena zdravnica, nikoli jo nam pozabila, hvaležna še dan danes. Hvala, Plut Podvršič, Milena. In jaz sem jo hotela kontaktirati, ker ona je pa na Kitajskem študirala in je zagovarjala to alternativno medicino. In sem rekla, ona mi bo pomagala. Jaz sem vse Plutove poklicala, ker je bila predstavljena pod Milena Plut. Vse ljubljanske Plutove, nikjer ni bilo Milene. Pa spet grem v knjigarno Vale Novak, v ezoterično literaturo, v pravem, kaj bom pa zdaj potegnila. In ne boste verjeli, potegnila sem knjigo Milena Plut Podvršič. In pod Podvršič sem jo našla. In ona mi je res, res pomagala. Ona je bila tista, takrat Ala Mastermind Akademija, ki mi je vlivala upanje, ki mi je povedala, kako treba energijo vzpostavljati. Pri njej sem naredila refleksno masažo stopal, pri njej sem naredila šiatsko masažo, ker z vsakim dotikom se je moje stanje izboljšalo. Vsak zdravilni dotik je bilo boljše. In se spomnim pol, čez toliko let, ko sem bila na šoli Barbare Brennan, ko je Barbara Brennan rekla, nikoli se ne bojte položiti roko z ljubeznijo na nekoga zraven, ker to prinaša drugo vibracijo, to zdravi. In ja, takrat sem tako čutila pol to povezavo, da se je moja pot z energijo začela s to dr. Mileno Plut Podvršič. In ko si na tej poti, ne moreš nehati. Ampak pa se je še zgodil, da sem si prst ne pokvarila, ampak očitno cela kita gor se mi je nekaj zatrgala ali kaj. 2-krat sem imela gips, najboljše zdravnike sem imela, nič boljše. K ruskemu zdravniku sem 1 mesec hodila, razne. Na koncu me je pozdravil Domančič, gospod Domančič, neverjeten zdravilc, noro, ker nisem mogla verjeti. Pa še vedel je datumsko, kdaj sem si to naredila. In sem mislila, da je 10 mesecev, on je pa rekel, kar poglejte v koledar doma, idući tjedan će biti godinu dana. Mislim, to je bilo, a to res obstaja? To je bilo zame dosti novo, ker sem se upirala temu, ampak vsaka ta travma, ki se mi je zgodila, astma, travma velika, to travma, vsaka ta travma me je nekaj naučila. In sem res hvaležna, da se mi je to zgodilo, ker če jaz ne bi imela te astme, pa tega prsta, ne vem, kje bi ostala. Tako da to je dejansko neka svetla pot. Če nekdo ima travmo, če nekdo težko živi, je to smerokaz, da je nekaj dobro narediti. Karkoli. Karkoli. Ko si šla na to pot, jaz se spomnim mojih začetkov, okolica mene takrat ni podpirala ali pa sprejemala. Kako je bilo pri tebi? Kako so ti drugi ljudje rekli, domači, ko si rekla, zdaj bom šla k bioenergetiku, zdaj bom šla to narediti? Težko je bilo. Zelo težko je bilo. Ni bilo sogovornika takrat, ampak sem pa naredila,
Pa to, da sem dan manjkala ali pa 2 dni, je še nekako šlo. Ko pa je prišlo do tega, da bi šla jaz ker to potem, ko začneš, ne moreš nehati. Veš, 1 stopnjo sem dosegel, mislim, da je nekaj več, da je nekaj globljega, da je še nekaj pod tem in te potem to žene naprej. In vem, da sem eno dobro potezo naredila, ko sem končno prišla do tega, da bi šla na šolo Barbare Brennan. In ko sem mogla prvo nalogo pisati iz prve knjige in prvih, 50-70 strani je bilo o Newtonu, o tej relativnostni teoriji, ker Barbara je bila prvotno fizik, plus še ostale 4 doktorate, 5 doktoratov je imela. In jaz sem razdelila nalogo med mojo družino, da mi naj odgovorijo. In ko so odgovarjali ta vprašanja in so videli, koliko je to fizike in kako Barbara dokazuje, kako to deluje, kako se ne more nič zgoditi tam nekje, da se ta vibracija ne prenese tle. Pa o Einsteinu, pa o temu, so pa začeli, pa si to pa ni kar tako. Prej so mislili, da se mi je malo zbluzilo. Takrat so pa rekli, to je pa nek zanimiv študij. Tako da s tem sem jih malo pridobila. Bravo, bravo. Zdaj, ko gledaš na te tvoje spremembe, v čem si danes dobra? Kaj misliš, da je neka tvoja dobra, pozitivna lastnost? Jaz se ne rada hvalim. Pa to bo izgledalo, kot da se hvalim, ampak se ne. Jaz sem popolnoma drug človek. Jaz vem, da karkoli pride v drugem človeku, kakršnakoli emocionalna reakcija, jaz vem, da ni moja. In znam celo postaviti zdravilni odziv. In tako se ta človek, ki pride v stiku z mano, pa naj bo to v trgovini, v glavnem življenje se čisto spremeni, ker to ni, da ti postaneš healer, to je način tvojega življenja potem. In kjerkoli se pojaviš, gre tvoja vibracija okoli in lahko spreminjaš ljudi. Jaz več zdaj ne privlačim jezo, žalost, nepotrpljenje. Jaz zdaj privlačim čisto nekaj drugega, ker je moja vibracija čisto nekaj drugega. Tako da jaz sem se toliko spremenila, ampak ne samo jaz. S tem, ko sem se jaz spremenila, se je spremenila cela družina. Mož je kar naenkrat postal tako ljubeč, da si človek ne more zamisliti. Tako da jaz sem toliko hvaležna za to astmo, ker je vse spremenila. Res, življenje. In to zdaj vidi tudi ta razširjena družina. In tudi sosedje in ne vem. Jaz mislim, da kjer sem, da ni samo moje fizično prisotno, pa moja čustva, ampak so tudi vse te globlje dimenzije, ker mi smo veliko več, kot mislimo, da smo. In to lahko odkrijemo, ko začnemo delati na sebi. Sej 6 let študija na Barbari Brennan, učili smo se metode, kako zdraviti tudi druge, ampak če ti v sebi ne vzdraviš, ne moreš zdraviti drugega, ker ti projiciraš na drugega. In zato mislim, da se kakršnakoli metoda razlikuje samo po temu, koliko je kdo naredil na sebi. In tukaj 6 let delati na sebi, to ni samo šola, to smo mogli vsako leto imeti še toliko, najmanj 18 psihoterapevtskih sešnov, pa navadno smo jih imeli še več, ker je bilo še več za razčistiti, ozdraviti. Ampak to ne samo miselno, to je bilo treba tudi iz celic ozdraviti. In to so taki valovi, ko pridejo, ko to zdravljenje pride iz celic ven, ker vse se usede v celice, ker mi smo energetska bitja, mi vibriramo in mi imamo, in če ta vibracija ni čista, če so noter frekvence
zamašene ali kakorkoli ustavljene, potem energija ne pride v fizično telo. Fizično telo pa raste na teh energetskih poljih, na strukturiranih linijah energetskega polja. In zato je bilo treba dejansko velikrat, so te kar malo takole, da si kakšno stvar v sebi videl. Pa kljub temu, da sem že prej nekaj na sebi naredila, ampak je bilo potem skoraj kvantni preskok, koliko smo tam še delali na sebi. Koliko projekcij je to. Jaz bi želela, da bi to znanje prišlo v vsak vrtec. Starši so pač danost. Hellinger, ki je prvi ta ustanovitelj ali pa ne vem, začetnik zdravljenja družine, je rekel, starši naredijo svoje delo, da dajo življenje otroku. Naprej prenesejo tisto, kar so dobili od staršev. Ampak lahko bi pa neki vzgojitelji, učitelji, tudi zdravniki, pa mogoče lahko kaj zbalansirali, kar ni dobro v družinah. Ker družina je težka tvorba. Oni ne vejo, da vsak ima drugačno rano, da se je drugače razvil, da drugače čustveno doživlja. In če bi pa nekdo s tem znanjem, ki ga daje, katerokoli izobraževanje pravzaprav, bi pa to se lažje nekako balansiralo, ne bi bilo toliko travm. Travma se zgodi od spočetja do 7. leta približno, od tega zavisi, kakšna travma je to, in to potem vpliva na to, kako mi živimo. In pa prideta dva skupaj s čist posebnim nahrbtnikom teh travm in ni čuden, da ne morejo skupaj sodelovati. In če pride potem do travme v zakonu, ne iti narazen, ampak ugotoviti, kaj je moje, kaj je tvoje, in se poslušati. In mogoče ali prositi za pomoč. Ja, težko prosimo za pomoč, ker vse si mogel sam narediti. Noben ti. Tako da jaz bi želela, da vsaka travma nagovori vsakega, da nekaj o sebi spozna. Kako pa ti, spoznal sem tvoja dva čudovita otroka, imaš sina in hčerko, ko si predavala na naši mastermind konferenci, sta te prišla oba poslušati, ne, in navijati zate, in imaš tudi 6 čudovitih vnukov, praviš, da imaš same fante. Kako ti njim to prenašaš? A je kakšna stvar, ki jim večkrat rečeš, jim kakšno stvar pokažeš, narediš? Kaj jim ti sporočaš njim? Jaz jim sporočam mojo tiho prisotnost, mojo vibracijo. Sem samo dejansko prisotna z vsem, kar sem. Da sem pa, to bi želela poudariti, da sem na Mastermind konferenci predavala, se pa res imam zahvaliti samo tebi, Aleksander, in NLP-ju. Ne bom nikoli pozabila, kako si me poklical na oder. Jaz sem samo nekaj tihega šepnila moji, tam, ki sedela zraven mene, sosedi na NLP-ju. In ti praviš, aha, Marija si zdaj javila, ker se ni noben javil. Marija si ravno kar javila. In prav, kaj bi rada razrešila? Ko sem šla gor, pa sem razmišljala, a sploh imam kaj za razrešiti? Tako prav nestrpno sem bila, kako sem me poklical, pa kaj imam za razrešiti? In pa mi je, in ko se ti prepustiš, ti pride ta pravo vprašanje. In meni je prišlo, Marija, pa ti že celo poletje razmišljaš, ali bi šla na šolo, ali ne bi šla na šolo, in sem to prinesla. In ti praviš, ja, in zakaj bi šla na šolo? In jaz pravim, koliko se to spomnim, kot da bi bilo včeraj. Ja, zato, da se bom potem upala kaj začeti govoriti ljudem, pa tako. Pa 5 let sem že naredila šole Barbare Brennan. Sicer je pol bil daljši presledek, ker je mož zbolel, pa sem se njemu posvečala. Ampak ja, pa prav, ja, pa imaš kaj za povedati? Sem rekla, ja, veliko. Evo, tukaj imaš audience, oziroma kaj je to, poslušalce, stopi tukaj korak naprej, pa povej.
ker ne bi nikoli stopila takole naprej, ampak ne vem, neka tvoja ta prisotnost me je pač postavila tam in jaz sem začela brez, da bi bila pripravljena govoriti, koliko mi smo in so mi pa še dobro sem se počutila, to je največje, koliko sem se dobro počutila, da sem enkrat si upala govoriti. In odgovor tvoj je bil potem, Marija, septembra ti govoriš v Novi Gorici na konferenci. Halo? In tako sem začela, tako sem začela, mama mia. To je tvoj izraz, ampak ja, mama mia. Tako si začela in večkrat navdušila ljudi. Torej, kaj je tvoje sporočilo? Če nakratko poveš to, kar sem te že vprašal, kaj rečeš recimo vnukom, otrokoma in nasplošno ljudem, ko te vprašajo o smislu življenja ali pa nasplošno o življenju? O smislu življenja. Najdeti to luč v sebi, to sonce v sebi, to veliko več, kar mi smo. Najdeti to. Mi smo se rodili v ljubezen, mi smo bili čista ljubezen. In potem skozi te travme se je ta ljubezen, ta esenca, ki je znotraj jedrne zvezde, to je naša 4. globoka dimenzija, in v tej jedrni zvezdi je ta čista esenca, to smo mi, to je čista ljubezen, to je luč, to je Bog v nas. Mogoče se to sliši tako, ampak ja, tukaj smo mi nekaj neverjetnega in biti v temu je nekaj tako lepega in ko smo mi luč, mi sijemo luč. Vsak naj samo najde luč. In jaz poskušam pri vsakmu vzpodbuditi njegovo luč in ga videti v tistmu, kar on je, ne v tistmu, kar on ni. Ker skozi dopovedujemo otrokom, pa si umazan, pa si to, pa si uno, noben pa reče, ti si čista ljubezen. Ne znaš matematiko, okej, jo ne znaš, ampak ti si vseeno čista ljubezen. Ne pa, spet se nisi učil, spet si umazan, spet si to. Toliko, nekje Barbara v eni knjigi celo omenja, do katerega leta je ne vem koliko 1000 nejev in koliko malo jajev. In potem, kako mi ne znamo reči ne v življenju, ko bi morali reči ne. In ja, velikokrat rečem marsikomu, na teden zasleduj, kolikokrat nisi rekel ne, pa bi moral reči ne. In kolikokrat bi moral reči ja, pa si ne upaš reči ja. Pa si ne upaš povedati, kdo ti si. Mi dejansko se zgubimo, kdo mi smo. Jaz sem skozi to šolanje videla, kaj dejansko sem jaz bila in kaj lahko postanem in da sem luč. In ja, in želim to luč, to esenco sijati in to je največ, kar lahko dam temu svetu. In ja, očitno sem zelo vplivala na družino, ker in moja snaha je naredila 6-letno šolo Barbare Brennan. Zdaj dela hčerka 5. leto šole Barbare Brennan. Dejansko odnosi so bogati, pristni, si posijemo luč, ko jo nekdo zgubi. Ja, sijati luč, sijati esenco, videti v človeku to, kar je, ne to, kar ni. In bi želela res, da bi se to razširilo na vse in delati dobro. Res vsak dan sproti sledim, ker namreč udarec nazaj zelo hitro pride in takoj vem, da sem nekaj narobe naredila, da nisem ali rekla čiste resnice, da sem samo napol resnico, ampak zdaj jo že sproti začutim, ker to je bilo kot otrok zelo prisotno. Kako bi povedal, da spet nisi nekaj znal? Kako bi povedal, namesto da bi te doma podprli v temu, si imel slab dan ali karkoli, čutim, da si jezen. Ne, te začnejo tolažiti, saj ni nič. Ni res, dovolimo otrokom, da čutijo.
mi ne dovolimo otrokom, da čutijo. In potem mi ne znamo čutiti. In to zapiramo. In ja, vsakmu naj sije luč, to, kar je. Zdaj, poleg šole Barbare Brennan si se prijavila recimo k nam na NLP, na hipnozo. Kako te toliko različnih stvari zanima? Mislim, kaj te je prepričalo, da si sploh to naredila? Da sem to naredila, NLP me je prepričal zato, ker NLP je zelo strukturiran. Jaz v osnovi imam bolj razvite nestrukturirane linije, energetsko gledano, in sem rabila utrditi moje strukturirane linije. Pač na šoli Barbare Brennan smo delali na 7 nivojih, prvi nivo je strukturiran, drug nestrukturiran, to pomeni, na strukturiranih linijah se razvija fizično telo, nestrukturirane so pa naša čustva. In moje nestrukturirane linije, moje čustva so bile do plafona razvite. Moje strukturirane linije so pa bile tako. In če nimaš strukturiranih linij dobro razvitih, si veliko bolj občutljiv, čutiš okolico, te vse bolj prizadene. In jaz sem videla v NLP-ju to strukturo. In struktura me je nagovorila, da sem, in pa še dobra vprašanja. Tako sem imela občutek, da nimam dobrih vprašanj. To je bila pač ena travma iz mojega otroštva, zakaj nimam dobrih vprašanj. In ja, mi je to manjkalo. In zato sem se sploh vpisala. Pa še nekaj se je zgodilo. No, evo, moje nestrukturirane linije delujejo ta moment. Želim strukturo in se vzemljiti. V glavnem, mož mi je umrl in kar naenkrat neka praznina. Velika praznina in takrat naletim na NLP in na to strukturo in sem rekla, lažje bom šla skozi ta grieving, žalujoč proces, če se bom nekam vključila. Tako da je bilo več stvari. Struktura, izguba moža, tako. In ja, sem zdaj, in ko pa si enkrat v tej družini, pa želiš sam biti v tej družini in se bojim, da kdaj ne bom več v tej družini. Mislim, kaj si dobila s tem ti? Kaj sem dobila? Mojo strukturo, ki jo poskušam držati, veliko dobrih prijateljev, tehnike, ki so zelo hitre lahko, če je nekdo pripravljen, zelo hitro lahko delujejo. Ni vsak takoj pripravljen na neko globlje a la Barbarin healing, ampak tukaj res tudi tako na hitro in res deluje. In ja, to je začetek in to je pot in to deluje. Deluje NLP. Še posebej sem pa zdaj navdušena nad hipnozo. Dejansko prav neverjetno. In včasih kar tako kdo kaj pojambra, pa pravim, kaj pa če bi eno hipnozo? Pa navadno rečejo, pa daj. In ne boš verjel, tako sem že pomagala. Ne samo, da se je sprostila, pa to tako mimogrede nekje lahko na obisku, veš, ne sprejemam klientov do doma za hipnozo, pa to. Prav, ne samo sproščena, mene je vrat nehal boleti, mene je glava nehala boleti. To lahko hipnoza naredi, to imam potrditve. Tako da ja, zdaj nekako si bolj upam že celo ponuditi, če sem kje. Ena hitra hipnoza, zdaj že znam malo hitrejšo indukcijo narediti, tako da pomaga. Ja, in sem vesela. Hipnozo bom definitivno šla v globino. Bravo. Me pa moti ime hipnoza. To me je pa, in zato nisem takoj vpisala hipnozo, sem NLP, ampak zdaj mi je žal, da nisem najprej hipnozo, ker se mi zdi, da je res nekako ta poglobljeno, ker sem pa čitala, zanimivo, meni se pa tako dogaja, da se prepleta. Ravno zadnjič sem nekaj pospravljala in čitam. Shujšati ne morete z voljo, nikakor.
Shujšali boste, če boste prelisičili vaš In hipnoza prelisiči ta ker nagovori kritični faktor, ki ga imamo. Tako da ja, hipnoza je zakon. Hipnoza je zakon. Dostikrat poslušam ljudi, ki so stari 50, 60 in rečejo, jaz sem prestara, kaj se bom jaz še učila? Ti boš zdaj praznovala 80 in že razmišljaš o naslednjih stopnjah hipnoze, razmišljaš o novem znanju, učenju. Kaj te žene? Kje dobiš to energijo, to inspiracijo? Joj, ko bi jaz vedela. Ko si na tej poti, dejansko ne moreš nehati. Bolj, ko si noter v temu, pa ne vem, tu pa res težko odgovorim. Mogoče se nisem dovolj vprašala, kaj me žene, ampak res, vse, kar pride novega, že od nekdaj brskam spletne strani, ogromno dobim tudi na spletnih straneh teh novih stvari. Kaj me žene? Želim, da napredujem, ne da grem dol. In ko vidim, kakšne inspiracije sem otrokom in mladim, celo hčerine prijateljice pravijo, da sem inspiracija njim pa njihovim staršem pa tako. Ne vem, mogoče to. Predvsem pa želim ostati v kondiciji. Ker ne moreš ostati na ravnem. Ti greš ali dol ali greš pa gor. In jaz želim iti gor. In se res želim izobraževati. In tudi želim pomagati ljudem, ker vidim, koliko je travme na svetu. In včasih, ko še nisem naredila toliko na sebi, je to bila, isto sem želela, vse otroke rešiti. Zakaj takrat? Zato, ker sem bila jaz nesrečen otrok. Med 3 fanti in bolj so imeli pozornost oni, nevidno sem rasla, neopažena in je bilo zanimivo, kako smo otroci iznajdljivi, ne vem, povem zgodbo, da malo to prekinem z neko anekdoto. Majhna sem bila, zelo majhna, korena nisem prenesla. In enkrat je bilo za kosilo, jasno, v tistih časih ni bilo hrane, ko sem bila jaz rojena. Takrat je bila največja lakota. 3-4 leta sem mogla biti stara. In na mojem krožniku je zmanjkalo korenja. Ni ga bilo. In vrtim žlico, meni prosim še korenja, tralala trobim. Mama vsa srečna mi da koren. In čez nekaj časa korena ni. In spet pojo, meni prosim še korena. In mi vsi dajejo koren. Ali kaj na koncu? Ko je mama pospravljala mizo, je pa na klopi, kjer sem sedela, bil cel kup korenja. Ampak kako otrok išče pozornost? Jaz sem takrat dobila pozornost, koliko sem pridna, ko jem korenje, koliko sem neverjetna. Vsakič, ko sem prosila nov koren, sem dobila več. To je neka otroška taka, ampak lahko ti pa nekaj pove, da je nekaj bilo ali pa ne vem. Tako sem jaz čutila takrat, da sem bila zelo, zelo sprejeta. Da si jedla korenje. Kakor jedla korenje, ampak pa sem ga res začela jesti. Pol je bilo to. Ampak vsi moji vnuki, od bratov vnuki, od sester vnuki, vsi vejo to zgodbo. Bravo. To je zgodba, ki se ponavlja. Zgodba o korenju. Zgodba korenje. Ja. In takrat sem probala vse reševati, ampak takrat ni bilo reševanje tisto iz src, mislim, iz nekega. Takrat je bilo, ker sebe nisem videla, da jaz rabim neko pomoč. Zato sem toliko želela drugim pomagati. Ampak ko na koncu pomagaš sebi, je to čist nekaj drugega. Potem ni treba iti iz sebe ven, da nekomu pomagaš, ampak si v sebi
da lahko pomagaš drugim. In to je neka velika preobrazba. Če kdo čuti, da mora mu pomagati, pa ga rešiti, pa potem je dobro, da pogleda vase, kje je nek primanjkljaj, da to pokrije in potem bo pa res lahko pomagal. Ker potem je brezpogojno, če pa ne, pa ti podzavestno želiš nekaj v zameno. Dajva mogoče pogledati tudi z druge strani. Torej, oba imava podobno izkušnjo, torej neka travmatična izkušnja iz preteklosti je bila neke vrste darilo, da sva šla na pot iskanja in zato sva danes oba tukaj, da lahko pomagava drugim. In tudi, ko danes gledaš nazaj, jaz, ali pa tudi ti, kar si rekla prej, je to, kar se je takrat zgodilo, neko darilo. Ne? Oseba, ki pa zdaj trpi, ki je zdaj v tej travmatični izkušnji, tega ne tako vidi, ker trpi, ker se slabo počuti. Ker si ti imela astmo in nisi mogla dihati, nisi rekla, super, imam astmo, kako sem hvaležna za to astmo. Ti se potem, ko vidiš, kam te astma pripelje, šele lahko zahvališ. Ne? Torej, kaj ti svetuješ nekomu danes, ki trpi in mu ni enostavno? Naj bo pozoren, če se slabo počuti, poiskati pomoč. Poiskati pomoč. Sej, kaj pa je tudi Biblija, kaj nas uči? Jezus je trpel zato, da je vstal. Jaz sem imela astmo zato, da sem vzniknila iz nekega pepela v čist nekaj drugega. Ne se ustrašiti trpljenja, postati ranljiv in se vprašati, kaj se mi dogaja? Mogoče pogledati zgodbo svojega življenja. To se je najbrž dogajalo že večkrat, v mogoče ne tako intenzivni obliki, pa nismo bili pozorni, ker smo skozi delali, ker se nismo ustavili, ker nismo nekako si vzeli čas potovati v sebe, da se mi to dogaja. In če je le to trpljenje, a lahko napišem zgodbo svojega življenja, kaj se mi je dogajalo? A se lahko spomnim, kaj se mi je dogajalo v otroštvu? In to pogledati in poiskati pomoč. Danes je pomoč. Jaz sem jo takrat sama iskala. Hvala Bogu, sem prišla do knjige Čar samozavesti in še ena knjiga je bila od Antoni de Melota Zavedanje. Ta mi je tudi tako, ni dovolj, da veš, ti se moraš zavedati. Ja, ker to je ta naša zavest je tista. Mi smo pravzaprav zavest. In mogoče v zgodbi življenja bodo najdel, kaj je tisto. In točno tisto nagovoriti. Res, ne se ustrašiti trpljenja, ne bežati v trpljenje. Če bežite v trpljenje, boste naleteli še na hujše v naslednji stopnji. Jaz nisem takoj zaznala moje stvari. Jaz sem prišla do konca, da so mi zdravniki rekli, da ni pomoči. Če bi jaz prej to zaznala, mogoče bi, ne vem, kako bi se obrnilo, ampak jaz sem mogla iti skozi hard trpljenje. Ni pa nujno, da greš skozi hard trpljenje. Lahko že prej se malo ustaviš. In dejansko so zdaj pomoči. Naj bo DLP, naj bo hipnoza, naj bo karkoli, samo nekaj obrniti. Neke misli preobrniti. Menda je zdaj znanstveno dokazano, da je 90% misli današnjih enako, kot je bilo včeraj, kot je bilo predvčerajšnjem, kot je bilo pred enim tednom in ker imamo enake misli, ker mi pa kreiramo. Mi kreiramo naše življenje, ne misliti, da se nam nekaj od zunaj dogaja. Mi kreiramo, kar je v nas, se kreira. In če imamo mi enake misli skozi, že od rojstva naprej in nič ne naredimo in ne spremenimo, bomo kreirali to, bomo kreirali strah, bomo kreirali nezaupanje, bomo kreirali, ne vem, siromaštvo, bomo kreirali karkoli je v nas. In spreminjati te misli. In misli se pa zelo spreminjajo
za NLP in za hipnozo. To je prva stopnja, se mi zdi, res, da preobrneš misli in začneš drugače misliti in pobrišeš to, kar te je do zdaj določalo. Tako da ja, ta zgodba življenja je kar pomembna, da jo greste skozi, če trpite, zgodbo življenja poglejte, kako zgodba je pravzaprav pomembna, ampak ne jo potem ponavljati, ampak jo obrniti, preoblikovati, začeti pisati novo zgodbo. To se mi zdi, da je pomembno pri vsakemu, ki trpi. Zdaj, oba imava tudi nek način podobno zgodbo, kar se tiče uradne medicine, torej tebi si rekli zdravniki, da ni več pomoči, meni so mi rekli, da ne jemljem določena zdravila oziroma tablete do konca življenja. In vprašanje, ki jo imam tukaj je, kako vidiš tukaj priložnost pri zdravnikih? Mi vemo danes, da jih je cel kup, ki pridejo na NLP, pridejo na hipnozo, ki želijo nekaj več, torej želijo drugače komunicirati s pacienti, vendar marsikdo bi slišal to, kar si ti slišala, torej ni pomoči in bi se predal in nehal se boriti, nehal se truditi in na nek način bi lahko zaključil življenje s tem. Kaj tukaj vidiš ti kot neko priložnost? Ja, odkar sem naredila to šolo, jaz skozi držim v tej esenci, vse zdravnike, res. In tudi šele Barbara mi je nazaj zaupanje v zdravnike nekako položila, njihovo natančnost. Mi smo imeli celo nalogo, da gremo v bolnico, če le moremo, da prisustvujemo, ne vem, pri kakšnemu, mu naredimo kakšen healing in da vidimo to preciznost zdravnikov. Istočasno, ker do takrat zdravniki, ker so me pustili umirati, jaz sem imela tak odpor, neverjeten odpor. Takrat sem začela zdravnike ponovno ceniti s to natančnostjo, kako oni znajo zašiti, kako znajo. Je pa nekaj res, če ne bi mi imeli energetskih organov, mi ne bi preživeli. Lahko odstranijo fizično organ, da ne gnije naprej, ampak mi ne bi živeli, če mi ne bi imeli energetskega organa. In bi bilo pri vsaki operaciji dobro, da se pred operacijo uravnajo energetske nitke tega organa. Namreč, ko nogo odrežejo, ker energetske nitke niso pripravljene na res, prerežejo te energetske nitke in človeka noga srbi celo življenje, kljub temu, da nima noge. Zakaj? Zato, ker so energetske nitke tega človeka, ki ima to energetsko polje, in ker so te nitke energetskih polj prerezane, še vedno čutijo srbenje, karkoli. Oni čutijo nogo. In zato jaz želim, da čim več zdravnikov začne preučevati energijo. Saj to ni enostavno, ker to je tako globoko področje in zdaj je pravi čas, ker zdaj ko je Barbara začela, ona je to začela z svojim višečutnim zaznavanjem v Altered State. Zanimivo, Altered State sem tokrat slišala zdaj v Milano Maritima in jaz sem samo delala podobnost. Šola Barbare Brennan, Richard Bandler, isto, tam smo tako rekli, tam smo rekli sprožilc, trigger, tukaj nekako drugače. Sam neke podobnosti sem iskala. Tako zanimivo, no. Zdaj sem pa ni tako, in če bi, veliko je tega ampak že, če bi bili pripravljeni poslušati nekoga, ki obvlada to. In v Sloveniji mislim, da je 20 diplomantov Barbare Brennan. In lahko rečem, da ti so največ na sebi naredili. Ne rečem, da drugi ne, ampak ne poznam. Jaz vem za te, če bi vsaj
je pa težko nas razumeti, ker ko greš res v globino, je dobro, da si neko svojo izkušnjo doživel, da lahko si sogovornik temu. Če nekdo je bil preveč v neko smer, samo usmerjen, težko potem prestavi v neko drugo, da se odpre. Tako da, ampak želim, jaz dejansko sijem to luč na to, da bi se to odpiralo. In mislim, da se. Ena zdravnica je že diplomirala iz Slovenije na Barbari Brennan, ena je zdaj prvi letnik naredila, tako da jaz upam, da se bo to širilo in da pride to znanje, ker z roko v roki je treba delati. Mi ne moramo, mi nismo, ali pa nobena metoda ni 100%, veliko pa lahko prispevamo, veliko, da bi zdravniki pa tudi so nujno potrebni. Ko telo odpove, kdo bo drug kot zdravniki, je pa res, da se vsaka bolezen pojavi najprej v energetskem polju. Razen padec je hiter, težek porod, to je takoj. Drugače pa sladkorna se 10 let prej čuti v energetskem polju. In če bi nekdo, ki se slabo počuti, pa zdravniki ne najdejo diagnoze, mogoče, samo pustimo odprto razmišljanje, naj vsak pri sebi razmišlja, kaj lahko naredi. Vem pa, da otrokom zelo hitro lahko pomaga to delo, ker mi delamo ne samo na umu, ampak body-mind. Povezujemo telo in in pri otrocih, samo najprej je pa treba vzpostaviti energijo mamice in očeta. Če vzpostavimo to energijo, še otrok kot Feniks pozdravi na hitro. Tako da Bravo. Spet samo v razmišljanje. Ja, odlično. Rekla si prej, da si spoznala dr. Richard Benderja, soustanovitelja NLP. Kako so ta znanja tebi bila koristna? Kako hitro se lahko spremeni neka stvar. To je neverjetno, kako hitro. Hitro lahko greš v ta altered state. Kaj pa je altered state, da se razumemo? To je biti res 100% v sedanjem trenutku. Ker sedanji trenutek ni tako enostaven. To smo lahko delček sekunde, sekunde je že veliko, ampak biti res tukaj in zdaj. Nič v preteklosti, nič v prihodnosti, ker naši možgani nas peljejo od tja. Biti v sedanjem trenutku. In healing oziroma zdravljenje se zgodi v sedanjem trenutku. In ravno hipnoza, ki te postavi v ta sedanji trenutek in to na hitro, takrat res lahko narediš spremembo in začneš kreirati drugače. Ker do takrat si imel ene misli, ene vzorce, eno zgodbo in si to kreiral si. Takrat, ko pa prideš v ta nečas ali pa v mentalni tale, takrat je lahko sprememba. Takrat lahko začneš pisati novo zgodbo. Pa to je potem lahko pot. Mogoče ni, ljudje lahko da postanejo nestrpni, ker ni tisti moment mogoče. Niso dovolj tenkočutni, da bi rekli, se nekaj se je pa zgodilo. In so ker mislijo, včeraj je bilo tako, jutri bo pa čisto drugače. Ne, tukaj se začne potem pot in na tej poti je dobro vztrajati. In to naj bo hipnoza, naj bo ta healing, naj bo karkoli. Biti toliko tenkočuten, da zaznaš, da je sprememba, ker sprememba je. S vsako hipnozo je sprememba. Samo ljudje, ki smo tako na hitro in produktivno nastrojeni, ne znamo čutiti te subtilne spremembe, ampak je sprememba. In dajte si priložnost,
za te spremembe, ker zgodba se bo začela pisati drugačna. Bravo. Ko govoriva o spremembah, je nekatere ljudi včasih težko premakniti naprej, ker bolečina ni še tako močna. Torej, tudi ti si rabila za to, da si se premaknila, diagnozo, da se ne da več zdraviti. Ja. Tudi jaz sem bil v bolnici, torej, in sem potem rekel, dovolj je tega, bom najdel neko rešitev. Tudi jaz sem šel v knjižnico in iskal različne knjige. Včasih sem prebral eno knjigo, sem vzel v roke, odprl nekje naključno in tam je bilo neko sporočilo, ki sem ga rabil slišati ali pa prebrati. Kako ljudi prepričati, da ne čakajo to bolečino, da ne čakajo, da se jim nekaj hudega zgodi? Jaz nimam čarobne palčke. Želim res vsakemu, da najde pot, da si upa vprašati, da z vsako boleznijo, največkrat vidim, da so se starši pripravljeni spremeniti, če otrok zelo zboli. Pa ni treba, da pride tako daleč. Ni treba, da se takoj ločite. Kaj, če bi poiskali, zakaj se to dogaja? Meni je bilo tako jasno potem, kako sva si z možem, jaz pač to strukturo, ki jo imam, ker glede na to, kdaj se ta rana zgodi v tem otroštvu, potem razviješ in različno telo, po telesu vidiš, katera rana je najbolj prisotna in moževa rana druga, in sem potem videla, kaj sijeva en drugmu. In če bi to ljudje spoznali, kako ta doživlja, in najbolj zanimivo je zdaj to, ko jaz včasih se zgodi, ko se dva pogovarjata, o isti stvari govorita, pa se ne razumeta. To je nekaj neverjetnega. Zakaj? Zato, ker en ima strukturirane linije in izhaja iz tega, si to isto na NLP-ju. Eden posplošuje, eden to, in biti pozoren, kako kdo govori. A veš, isto je tukaj. Vsak izhaja, ta je iz čustev, ta je iz strukture in se ne morete razumeti. In zato karkoli naredijo, ali NLP, ali hipnozo, ali tudi knjige. Jaz tudi velikim rečem, če boste vzeli knjigo Barbare Brennan, je težka, ampak odprite, pa boste najdeli točno tisto, kar je za vas pomembno. Ker je težko, od prvih 50 strani je kar težko kaj toliko fiske. In navadno že nehajo, ker gredo od začetka do konca. Ker smo navajeni iz šole, da mora biti in moraš biti dosleden, moraš iti po stopničkah, moraš to. Ne. Bote ustvarjalni, odprite, magar na konc prečitajte, pa če vas bo potegnil, pejte mečka nazaj. Samo prelisičite ta ki je vsak dan enako razmišlja. In sprememba bo. In biti občuten, da je sprememba, ker sprememba res nastane. Tudi bioenergija, healingi. Ne more to tako kot antibiotik. Antibiotik je macola napram bioenergiji. In ko je mene gospod Domančič tole zdravil, 4 dni je delal na prstu, takrat še nisem bila toliko zaveščena, sem rekla, vse nič ne pomaga, ampak 14 dni po tistem, ko jaz čist nekaj malega, ko primem, je naredil hrsk. In jaz začnem jokati, neutolažljivo jokati, zdaj je pa konc z mojo roko, zdaj pa konc z mojim prstom. In ko so te solze po pol ure šle mimo, je bila moja roka ozdravljena. Ne boste verjeli, ker vsaka bolečina, vsaka travma, to je bila travma, da sem jaz to naredila in to pomeni, takrat sem jaz eno grozno čustvo doživela in to blazen strah, vem, in ta strah se je ukleščil v to kito. In ko je ta kita potem, ko sem jaz izjokala ta čustva,
je bila moja roka ozdravljena. Ampak informacijo je dal pa Domančič. On je dal informacijo, kako naj telo odreagira. In cirka 14 dni trajalo, da je ta informacija prišla, ker je šla skozi polje v fizično telo in moja roka je od takrat BP, mislim, hvaležna Bravo. do konca. Jaz se spomnim takrat, ko, mimogrede, jaz sem na tej poti iskanja tudi šel skozi šolo Domančiča, mimogrede, in različnih bioenergij, je to, da nekateri ljudje rabijo več časa, da verjamejo. Torej, da niso takoj prepričani. In tudi, ko sem opazoval, kako Domančič dela, sem videl, da v bistvu uči tako, da demonstrira z resničnimi klienti, strankami, ki so tam prišli na zdravljenje, in tisti, ki smo se učili, kako zdraviti, smo to opazovali, da smo videli spremembo, ker če nekdo verjame, se ta sprememba prej zgodi. Kako ti verjameš v to, da je vera pomembna, da nekdo verjame v to spremembo? Jaz ne verjamem toliko, da je to vera, ampak pripravljenost, da sprejme nekaj drugega. Zdaj, ali je to lahko se imenuje to vera, ampak pripravljenost, da sprejme nekaj drugega. Ker da pa mi ne sprejmemo nekaj drugega, je pa na delu naš ego. In ko mi zmanjšamo naš ego in da ni tisto, kar mi vemo, vse zmeraj prav, potem smo odprti za nekaj drugega. Mislim pa, da vera sama tukaj nima toliko vpliva, kot to, da mi zmanjšamo ta naš prav, ker jaz sem imela zmeraj prav. Ampak, ko sem videla, da moj prav ni deloval in ko sem bila pripravljena sprejeti nekaj drugega, mi ni vera pomagala, ampak moja zavestna odločitev, da nekaj spremenim. Mislim, da je to najbolj potrebno. Zdaj, če je to vera, mogoče nekomu vera pomaga. Vera lahko pomaga v temu, ker če ti v nekaj višjega veruješ, dvigneš vibracijo in za dvignjeno vibracijo ti lahko spremeniš misli. Ti lahko spremeniš počutje. Ti si v dobrem čustvenem stanju. In v tem smislu jaz vidim, da vera pomaga. V dvigovanju vibracij. Ker zdaj že merijo vibracije. In ljubezen, hvaležnost imajo visoko vibracijo in če smo mi hvaležni, da se nam je nekaj zgodilo, je povečana vibracija, manj je teh ovir na energetskem polju in dobra informacija pridejo do fizičnega telesa in fizično telo ima več možnosti, da se ozdravi. Mislim, da je to najbolj pomembno, ta pripravljenost za nekaj drugega. Pa tudi vera, če nam dviguje vibracijo, če smo hvaležni, če smo pripravljeni. Pripravljenost je višja vibracija, kot pa biti v tistem našem zabetoniranem. In je že to. Se tudi ne spomnim, kaj je Domančič rekel, 1 centimeter, če se spremeni okoli vašega nekje, je to okoli in okoli vašega polja in to je tolika in tolika sprememba. Tako da, če se toliko nekdo spremeni, je to ogromno. Tako da, pa ali z vero, ali s pripravljenosti, ali z zmanjšanjem egota, ali karkoli. Želim pa, da ne čakajo, da se huda travma zgodi, da nekaj naredijo. Zdaj, ko govoriš o spremembah in prej sem govorila o hipnozi, se ljudje hipnoze bojijo, ker imajo strah, da bo nekdo drug z njimi manipuliral. Ali pa so videli po televiziji, kako nekdo hipnotizira in potem tam plešejo kot neke kokoške, pa ne vem, kaj počnejo. Ne? Kako ljudi prepričati, da je hipnoza nekaj, kar se dogaja vsak dan v njihovem življenju? Ne boš verjel, da jaz skozi razmišljam, kako bi preimenovali to hipnozo, ki zdravi v nekaj drugega.
ker to nima nič veze z uno hipnozo in ni fair, da ima tako ime in so ljudje nezaupljivi. Tudi jaz sem bila nezaupljiva, priznam, ampak k sreči moj ego ni bil toliko visok, da ne bi sprobala, ker jaz vse sprobam. In sem vesela, da sem sprobala in od takrat še bolj razmišljam, kako bi na drug način to imenovali. In mogoče vsak zdaj, ki posluša, mogoče to kot izziv. Najdimo drug izraz za to hipnozo. Mislim, da je to. In je škoda, da je toliko nezaupanja v to hipnozo, ker nima veze z uno hipnozo. To je samo en zelo prefinjen dostop klienta do sedanjega trenutka, kjer se dejansko lahko zgodi healing. In da se to imenuje hipnoza, kot tuna hipnoza, ki tam skačejo pa nekaj, to se mi zdi nefer. Čistko. Okay. Bomo našli skupaj neko dobro ime. Nekako. Boljše ime. Ti si kot taka pozitivna in inspirativna oseba pomemben del naše mastermind družine in sem ti res hvaležen, da si vstopila v moje oziroma naše življenje. Zdaj pa, kako vidiš ti svojo prihodnost? Povej. Pravzaprav živim iz dneva v dan. Iz dneva v dan sem izredno hvaležna, res hvaležna, obkrožena s tako čudovitimi ljudmi, res, s tako družino. In želim razširjati to luč navzven. Res jo želim. Res želim, kdorkoli bo prosil za pomoč, mu z veseljem pomagam. Res. Kaj? Rada bi še potovala, veselim se drugega leta, da bom šla spet v Oxford. Tako, še kje kdaj kakšna hipnoza z novim imenom mogoče. Zelo rada potujem, zelo rada potujem. Sicer na dolge proge si več ne upam, zaradi mojih nog. Meni so zdravniki pri 30 letih, ko smo imeli hudo nesrečo, rekli, da jaz pri 50 letih ne bom imela več nog. To je negativna hipnoza. Pri 79 letih, hvala Bogu, imam noge. In jih probam vzdrževati, kolikor jih pač lahko. Ampak prav na dolge, čezoceanske leta si ne upam, po Evropi pa še želim potovati. In tudi zdržim. Bravo. Torej, še dolgo let ti želimo uspešnega potovanja, raziskovanja. Je kakšna sugestija ali pa neka misel, ki jo rada predajes svojim najdražjim in bi jo tudi vsem nam predala? Torej, kaj je tista sugestija, tista misel, ki tebe žene naprej? A imaš kakšen tak motivacijski stavek ali kakšne motivacijske besede? Ste veliko več, kot ste. Nikoli tega ne pozabite. Nikoli ne pozabite. Vaše fizično telo je samo 6% vas. Vse ostalo, pa še fizično telo je vibracija. Vse ostalo so tako globoke dimenzije, ne pozabite tega. Ne se zgubiti v podrobnostih. Iščite nek globlji misel, nek višjo vibracijo. Višja vibracija vas bo peljala v pozitivno čustveno stanje. Popolnoma nova zgodba se bo začela pisati. Popolnoma nova zgodba, verjemite. Mogoče je tukaj vera pomembna za začetek, da rečete, mogoče pa bom spremenil mojo zgodbo. Ja, lahko jo spremenite, res jo lahko spremenite. Ni treba toliko trpeti. Poiščite pomoč, če sami ne najdete. Da se, verjemite, da se da. Jaz sem en tak primer. In želim še naprej se razvijati. Vsak dan sproti gledam, a sem živela v skladu s to resnico,
z mojo resnico, z višjo resnico, ker če ne, udari nazaj. Navadno se čustveno nekaj zgodi, čez 2 dni pa hrbtenica boli. Ali pa čez 3 dni. Ljudje sploh ne pomislijo, kaj se je zgodilo. In če je dovolj hitra pomoč, lahko takole deluje. Če je takoj. Sem imela klientko na veliko noč, ker je njen partner bil včasih moj sosed, žlahtnik. Pa nisem nje poznala in me je klical, ne more hoditi, čist brez nog, ne more, hrbtenica. V telefonskem pogovoru 3/4 ure, ko sva našli, zakaj ravno na veliko noč ona ni mogla hoditi in jo je hrbtenica, in ko je to zaznala, ko so ta čustva prišla ven, sta popoldne že se sprehajala. Tako da dejansko veliko se da narediti na teh energetskih nivojih. Ko pride v fizično, pa se usede, je pa drugače. Je pa dobro, da oboje delamo, zdravniki in ostali, in največ lahko klientu ponudimo. Bravo. In želim, da se razvija v to pozitivno smer, v luči, v esenci. Smo v osnovi, smo čista ljubezen, vsi. Kdor drugače ima zunanjo pojavnost, pomeni, da je to luč zasenčil z travmami, ki so se mu zgodile. Ampak jaz želim gledati človeka v tej esenci in videti, katero rano je doživel, da pač je v taki izvedbi. Marija, jaz sem še enkrat hvaležen, počaščen. Midva se kmalu vidiva na naslednji delavnici hipnoze pri nas na Mastermind Akademiji. Se že veselim, ker vem, da si inspiracija za številne udeležence, udeleženke. Nisi najstarejša, imamo še enega gospoda, ki je, mislim, da je 84 oziroma 85 let star, vendar jaz ti želim še veliko takih pozitivnih, navdihujočih trenutkov in počaščen, hvaležen, da si bila danes z nami. Hvala. Hvala tebi, hvala Mastermind Akademiji in tudi vsem udeležencev, neverjetno, koliko je tle ljubezni v tej Mastermind Akademiji. Res. Sem hvaležna, da sem del te družine in upam, da bom še dolgo ostala. Hvala lepa. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, boste dobili čudovita orodja, s katerimi lahko spreminjate sebe, s katerimi lahko spreminjate svoj notranji svet in pomagate drugim. Naročite se na naš kanal, kajti s tem nam pomagate, da lahko ustvarjamo in generiramo nove kvalitetne vsebine na tem kanalu.